zakon žvižga točke vse. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj garaži čaka me, jaz biciklom vozim se, ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Glava se mi na zraku je zbistrila, kazen pa me je nekaj naučila, da lahko se počasi daleč pride, avto moj pa se strinja bo z menoj. Avto moj ne ve, kaj je prav, kaj ne, zdaj garaži čaka me, jaz biciklom vozim se, ko izpit dobim, se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Se popeljem z njim, kot se šika, da ga spet ne izgubim. Odlična pesem, taka ta prava za uvod. Pa koliko stara je tale pesem, jaz se spomnim, že kar nekaj časa nazaj, ko smo prepevali. Kvintet Dori se je torej zdajle potepal po prelepi Sloveniji, no, na katerem koncu so pravzaprav bili, koliko si ga vedi, ampak res čudovit spot, tudi, mislim, da zmagovalna pesem na Slovenska polka in valček. Kako ste, draga družba, danes? A ste v redu? Ste dober? Ste spočiti? Nespani? Ste pripravljeni za današnjo oddajo? Če ste vse odgovorili da, potem ste super, kajti tudi mi smo danes tle odlično razpoloženi, vrhunsko, kaj ne rečem, še bolj mi je všeč, ker zdaj zunaj že takole gledam, da se nad Celjem tale megla že takole dviguje v zrak. Jaz sem se pripeljala s Slovenj Gradca, tako da je tam že res čudovito vreme, sonce, brez oblaka in takšno vreme bo menda danes, zato ga je vredno izkoristiti in se imeti fajn. Se veste, sonce dajo vsem neko tisto pravo energijo, nas pogreje in smo, kaj naj rečem, fajn, sicer pa čim več takih dni, še, ko bo kaj kmalu prišla, se veste, tista turobna jesen, pa tetka zima, pa ni da niko se bomo zopet greli doma. In si peli tiste zimske, božične, no zdajle si ne bomo še peli takšnih pesmi, kajti z naslednjim glasbenim spotom bom najavila moje današnje goste, ki so že pripravljeni tam v zakulisju, kaj kmalu bodo prišli sem, se že veselim. Naj povem, da v bistvu jih gostim prvič. Skupinice tudi osebno sama ne poznam, se bodo pa fantje, 4 so fletni, simpatični, sami najbolje predstavili. Sicer pa, draga družba, se veste, danes, prejšnjo nedeljo nismo podeljevali nagrad, danes pa bomo podelili 2 čudoviti nagradi ob koncu oddaje oziroma v našem drugem delu oddaje in sicer 2 vroča darilna bona. Torej poslovalnice Brglez danes podarja 2 darilna bona v vrednosti 25 €, zraven pododajamo še 2 zgoščenki. Vsak darilni bon torej dobi zgoščenko in sicer 30 let Sredenšek seksteta in pa Banošek ansambel. Dvigni zlato kupico so naredili priredbo, pa naredili so tudi priredbo Rženova Tinka od 4 kovačev. Tako da ja, danes podarjamo torej 2 darilna bona v vrednosti 25 €, ki jih lahko izkoristite torej v prodajalnah in pa v lokalih, torej poslovalnice Brglez. Takole, z naslednjim glasbenim spotom, kot sem rekla, pa res najavljam moje glasbene goste. Izvolite. Čokolada, sladka razvada, na tvojih usnicah liše nasmeh. Le vino pravo, ljubi zabavo.
čokolada, sladka razvada, na tvojih usnicah riše nasmeh. Le vino pravo, ljubi zabavo, prijatelje druži, dušo in srce. Za srce mlado, ni prav nič slabo, če kdaj prevzame, sladek nas gre. Zmerno ga pimo, se veselimo, do ure pozne, plišmo, smejmo se. Okusi zajemi, kar nudi nam svet, žlahne dobrote, užimo in spet. Zavetje domače ponuja mi vse, kar osrečuje me. Ko te objamem, takoj dojamem, kako sem srečen, da te imam. Pole naj traja, naju razvaja, poljubček sladek, čokolade svet. Okusi zajemi, kar nudi nam cvet, žlahne dobrote, užimo in spet. Zavetje domače ponuja mi vse, kar osrečuje me. Naj čokolada, sladka razvada, na tvojih usnicah riše nasmeh. Le vino pravo, ljubi zabavo, prijatelje druži, dušo in srce, dušo in srce. Zaljubljen in srečen s teboj, zaljubljen kot prvo sem noč. Na poti do postaje pesem mi žvižgam, na troli vse do centra, skupaj ob njej. Čarobna zdaj so jutra, zaljubil sem se, začarala si me, ne odčaraj me še. Zaljubljen in srečen s teboj, so jutra čarobna s teboj. Zaljubljen kot prvo sem noč, še vidno čarobna je noč. Pogledih otujenih, gledam sam njo, v množici neznanih, plešem sam z njo. Čarobni so večeri, zaljubljen hudo, začarala si me, ne odčaraj me še. Zaljubljen in srečen s teboj, so jutra čarobna s teboj. Zaljubljen kot prvo sem noč, še vidno čarobna je noč. Vse dni, vsa ta leta, še vedno sem z njo. Vsa leta, vse te dneve, ljubil sem jo. Čarobno je življenje, ljubezen drži,
začarala si me, ne očaraj me še. Zaljubljen in srečen s teboj so jutra čarobna s teboj. Zaljubljen kot prvo sem noč, še vedno čarobna je noč. Zaljubljen in srečen s teboj. Zaljubljen kot prvo sem noč. Takole, draga družba, začarala si me, jaz sem čisto začarana in očarana, draga družba. In srčno upam, ne, da ste tudi vi. Šani, šeni, prav prisrčen, šeni, šani, kako naj reči? Kokrčem, draga družba, prav lep prisrčen pozdrav Gorazd. Dam ti mikrofon, ker sva bila midva takole na vezi. Šani, šeni in začarala si me. Ja, Šani, šeni, odkot, zakaj takšno ime? Nimam pojma, lejte, fanti, razložite. Mi zmeri rečemo, pridemo na dom razložiti. Drugače on to reče. Aha, pridemo na dom, tako da je lahko jih imate tudi na dom, pridajo na dom. Ja, pa reče, on je Šani, Aha, on je Jaz sem Šeni, ja. šeni, Jaz sem skupina. Zabavna. zabavna in skupaj smo zabavna skupina Šani, šeni. šeni, odlično. In odkot prihaja skupina Šani, šeni? Iz Podčetrtka. Četrtka, super. Tale prva pesem je bila ena taka zelo taka nežna, začarala se. Jaz sem si malo tam pogledala potem pesme, katere boste zapeli, pa zelo zanimiv repertoar. Čisto prejle, ko sem napovedala spot, je bila pa kaj o čokoladi? Vino čokolade, to je pa čokolada. v bistvu himna za festival Vino čokolade, ki se odvija v Podčetrtku. V Podčetrtku vsako leto, tradicionalno. Ne? Začarali si me, fantje, to pišete sami skladbe, kako so to vaše avtorske? Ja. Kdo je tisti, ki najbolj takole prispeva Gorazd? Kaj, zdaj On si? ne, še. Še ne? Ne, še. Aha. Klemen, Klemen? pa jaz. Klemen pa ti. Pol pa, kaj že, aranžma se, pa miksate, pa vsi skupaj takole. Lej, danes bomo veliko povedali, veliko čvekali. Številka bo tudi 090 93 61 22. Morda fanta pozdravite, rečete hello, mi smo se že videli na kakšni žurki, bili ste res fajn, odlični, še pridite kdaj. Tako da ja, številka bo odprta, sicer pa zdaj naslednja pesem. Prvo smo začarani, a ne? Zdaj pa bomo malo veseli, srce bo veselo zapelo, a ne? Srce zapoj. Zapoj. To si napisal tudi ti? Mislim, da ja. Da ja. Spomin ga že, veš. Jaz sem najstarejši Mi tukaj. v bistvu imamo, smo skupina Šani, šeni, to v bistvu nekaj skupek besed, ne? Štirih fantov, enega zelo modrega, ne tega gospoda, potem pa enega z brado, Božička in pa pač treh, bomo rekli temu, mladih. Kaj pa ti? Ker on tak božiček zgleda, ok, še Jaz sem kapico palček. mu damo. Kaj pa ti palček? Veš ti spriden A palček, ta vse pridni, zlaga, cool. ta podira vse. Joj, pa rabite še pol sneguljčico ali ne? Ja, bi prišla, kdaj bi Bila bi prišla, kdaj pa kdaj to bi bilo Pa dobro, jelenčka ne? tudi rabimo. No, jaz jelenček ne bi bila, no, bila bi pa mogoče sneguljčica, če ste za to. Ok, dej pohecna stran, naslednja pesem, torej srce za Zapoj. zapoj in z nami torej v drugo Šani, šeni. Ne vem, če diham isti zrak, enako boža me, sonce neskončnosti kozmosa, le kdo ta naš planet vrti, servira nam laži, beži bode resnica v oči. Srce, zapoj mi pesem,
Pesem o ljubezni. Srce zapoj mi pesem. Pesem o ljubezni. Srce poženi svežo kri, da se nam zbistri. Živi jutro priložnosti, daj svet zavrce v pravo smer, prklop ljubezni tir, miru postaji brezskrbnosti. Srce zapoj mi pesem. Pesem o ljubezni. Zakaj svet materije nam tako zelo diši? Zakaj saj na koncu veter odpihne zadnji prah? Srce zapoj mi pesem. Pesem zapoj mi pesem. Pesem o ljubezni. Srce zapoj mi pesem. Super, odlično, ostajam brez besed, fantje. Imam eno vprašanje, ko vas takole ne gledam, zdaj ti imaš kitaro, to je full the best, ne, fajn imeti nekaj v rokah, ne? Imam nekam zadati roke. Imaš, evo, zdaj pa tlele vprašanje, a je to za vas izziv, čekaj, pozabila sem ime? Dejan. Dejan, Gorazd in pa Klemen. Ja, Dejan, dam ti mikrofon, da boš imel kaj zadržati. Povej, a ti je izziv biti na odru, ne vem, brez... Veš, ker boški ste tako, ne veste tudi kam roke dati, pa tako, a je izziv, kam, kaj delati? Je kar, ja. Še kar dobro, da sem kolikor toliko rejen, da lahko na trebuh naslonim. Sem te opozvala, ti si takole, full cool, fajn, tole, ja. Gorazd, malo sem, malo tja. A drugače imate inštrumente v živo, ali kako je to? Ja, če je treba tudi, ja. Aha, igraš kaj? Harmonko. Harmonko? Tako. Klavirsko, ono? Ja, tonično. Opa, super, tako da potem tudi kakšna tale, ne vem, domača, ne? Ja, pa resno, mislim, kakšen je vaš repertoar, Dejan? Od vsega, se mi zdi, od etno glasbe do narodno-zabavne, rock and roll. Ja, ljudske, ja, super. Dalmatinskih, ja. Bravo, Gorazd, odlično. Fantje, zdaj pa Dejana, ne? A smo pripravljeni za kakšno uživo, da zapojemo? Ne se pa nas so posnetki, ne, pa zapojemo na posnetek. Zdaj bi pa jaz mogoče, tlele je tale mikrofonček malo bliže. Ne vem, Fantje, ste pripravili, katera bo prva? Bisere imaš. O, a smo zraven tle? Ja, kamo, ker imaš 6 biserov. Super. Pride dan, ko mirno gre, sam ne veš zakaj. In ko stane novi dan, ni poti nazaj. Mimo greš in nič ne veš, kam nekdaj ne bo. In pozabiš, da je prav, reči srečno pot. Tudi ti bi rada šla,
sama v nov večer. A srce ti še ne da, še je v njem nemir. Še ne veš, če zmogla boš, jutra se bojiš. Lepša kot si kdaj bila, pred menoj stojiš. Bisere imaš v očeh, soncu se blestijo, da se solze ali smeh kmalu spremenijo. Bisere imaš v očeh, saj še dva razdaš. Mene bo resnice sjaj, drugem bo le laž. Bisere imaš v očeh, soncu se blestijo, da se solze ali smeh kmalu spremenijo. Bisere imaš v očeh, saj še dva razdaš. V enem bo resnice sjaj, drugem bo le laž. V enem bo resnice sjaj, drugem bo le laž. Super, odlično. Kaj vam pomeni peti v živo, ha? Veliko verjetno boljš kot plebek. Če gre, ne? Ker Če se gre. veliko bolj sprostiš. Če fajn publika, zraven to je super. Ja, zdaj imamo fajno publiko, prav Ja. gotovo. A vas po četrtek zdaj gleda? Kaj praviš? Kaj meniš? Najbrž Ja, ste kaj povedali, da ste danes na? ne, presenečenje. Ja, Ste Zagrozili, Okej. to je on imel čez. Če ne Božiček, ne bo prinesel nič daril. Tako da ja. Fantje, pred oglasi bi jaz kar še eno zapela, eno tako v live, če ste za to. Potem bomo šli pa spet malo se usediti, oziroma spet ne, bomo šli malo tja. Bomo kakšno rekli, številka 090 93 61 22. Kot sem rekla, potem ob koncu oddaje pa tudi nagradna igra, torej Brglezove poslovalnice danes podarjajo 2 darila bona v vrednosti 25 €. Zraven pa dodajamo torej še zgoščenko. Fantje, katera bo zdaj? Ena kratka, pa sladka. Prihajamo iz vinorodnih okolišev, zato bomo res eno tako ljudsko. Če znate zapeti, kar zapojete zraven, ne? Kolikor kapljic, toliko let, Bog vam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. 300 kapljic, 300 let, Bog vam daj na svet živet. Živijo, oj, živijo, oj, živijo na svet. Pa nazaj. Pa na zdravje, odlično. Nimamo, ne? Niste pa? Rožica. Čak, gore. Imamo tisti na dom, veš, presenečenje, rojstni dnevi, Abrahami. Ja. Ne, Niste pa to. danes nič prinesli s seboj, da bi Imamo, na tam zdravje. zunaj. Avtomat. Veš, ne smemo vsega na začetku pokazati. Tako je, odlično. Zdaj le bodo sledili kratki oglasi, ostanite še naprej. Naša vesela, nasmejana, pozitivna družba, čez nekaj trenutkov, ne? Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot.
Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že 3. generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Takole, draga družba, pa vas vabimo vse Brglezove poslovalnice. Torej, dobrodošli pri Brglezu, pestra ponudba kruha, keksov, slaščic in tort, torte okrogle pa oglate, kakšne posebne oblike. Morda si nadstropno zaželite vse to, pri Brglezu dobite z lepo okusno torto, pa si svoje slavje popestrite. Vsak dan odličen svež kruh in pecivo, tortice sadne pa čokoladne. Ko praznujete praznik z Brglezovo torto, si polepšajte v poletnih dneh, pa se seveda osvežite z njihovim domačim, torej sladoledom. V njihovih lokalih pa kavico popite, za vas pripravljajo kruh, kekse, slaščice in torte vseh vrst, oblik in za vse okuse. Dobrodošli pri Brglezu. Takole, draga družba, pa vas vabimo torej v poslovalnico Foto Anka, natančneje v Slovenj Gradec. Marcel, zdaj se ti ob tej priliki torej iskreno zahvaljujem za čudovito fotografiranje v nadaljevanju, ko bom povedala. Sicer pa Foto Anka dela odlične fotografije in sicer za poroke, za svečane dogodke, za zaključke, za abrahame. Skratka, ni da ni. Poslovalnice, kjer se seveda lahko zglasite, pa je enota, torej Selnica ob Dravi, poslovna enota Radio ob Dravi, Dravograd in pa tudi enota, torej Slovenj Gradec. Gre za torej dolgoletno tradicijo. Zdaj bo prav gotovo tudi čas, počasi, čas teh novoletnih kolendarčkov in v Foto Anka v Slovenj Gradcu in pa vseh njihovih torej poslovalnicah vam bo Marcel in pa njegova ekipa naredila res odličen spominek za leto naprej, ki prihaja. Sicer pa, kaj naj rečem, jaz redno zahajam v torej poslovalnico Slovenj Gradec k Marcelu, se mi naredi res odlične fotografije moje družine, mojih prijateljev. Hvala, za slike za 40-letnico. Super. No, zdaj, draga družba, pa se je takole, tudi jaz bi rada malo izkoristila kakšno priložnost v moji oddaji, da po dolgih 15 letih, pa tudi malo za sebe naredim, kakšno reklamco. A lahko? Ja, jaz upam, da lahko, da mi je zdaj že malce dovoljeno narediti kaj več. Sicer vas zdaj pa res, drage gledalke in gledalci, vabim, da se takole nama pridružite, Polonca in Klavdija skupaj združeni po dolgem času. Se veste, vsi me takole cukate za rokav, pa bo še kaj pela, si prepevali pri Vitezih celjskih, si bila na odru, zelo super dober, odlično poješ, pa takole se veste, vmes služba, otroci in tako dalje. In takole z mojo dobro prijateljico in tudi nenazadnje poročno pričo Klavdijo, ki zelo dobro poznate, Klavdija Vinder, ki je pred leti torej prepevala v zelo uspešni skupini, torej Ptujskih 5, no zdaj pa še v veliko bolj uspešni skupini Katrca, ki razveseljuje torej okrog in okrog vse tiste, ki stopate torej na tisto, kaj naj rečem, po žensko, najlepšo pot, poroke. Združili smo torej s Klavdijo po dolgem času, končno, draga moja Klavdija, moči pevske take in drugačne in sedaj seveda ob tej priložnosti pozivava res vse vas, drage gledalke in gledalci, če si želite odlično presenečenje, dobro glasbo, popestritev na vaših slavjih, na poroki, na abrahamu, na kakršnem koli torej slavju, če želite za svoje prijatelje res odlično presenečenje in družbo mojo in pa seveda odlično Klavdijo, potem bo vas zelo veseli, če nas, oziroma naj boste poklicali na telefonsko številko, kot smo napisali, torej petje na porokah in drugih svečanih dogodkih, pa številna glasbena presenečenja bova pripravljena. Povem, da tudi ne prideva praznih rok, za vsakega slavljenca, slavljenko
za mlado poročenca sva pripravili tudi eno presenečenje, sicer pa takole Klavdija in pa tudi mene že malce poznate po vodenju številnih prireditev, zato sva tudi tukaj nekako združili skupne moči in tudi pri organizaciji torej številnih prireditev. No, Klavdija je prava animatorka tudi za otroke, saj veste tista, telebajski smo, ja, skačemo in rajamo, to se Klavdija obvlada, no, obvlada tudi jodlanje, tako da pravo presenečenje, morda za kakega Abrahamovca, slavljenca, da se poskusi tudi v jodlanju. No, dajmo se pustiti presenetiti, torej prisrčno, bova veseli, če naj boste podprli. Klavdija se mi bo v naših prihodnjih oddajah tudi pridružila, da zapojeva kakšno skupaj, sicer pa res obljubljava torej nepozabno presenečenje, polno smeha, zabave, pozitivne energije, takšni pač enostavno sva. Prisrčno, torej dobrodošli, da naj podprete. Draga družba, pa smo ponovno skupaj in ja, res je težko, ne, izustiti, ne, pa samega sebe malo tako spromovirati. Ampak tako je, se smijete, fantje, ne? Dobro, šlo dobro, bravo, to pa kepca, ne, vse takole, le, petka. Ja, ker je zelo težko, ne, in pa danes torej prvič samo sebe takole malo dajem ven, ker ponavadi vedno gostim v studiu torej družbo, ki se sami torej malo predstavijo, povabijo gledalke, gledalce, da se pridružijo, no, zdaj bilo pa malo drugače. A mislite, da nam bo uspel? Vama da? Ja. Vrhunsko. A misliš, da bo? Če nam bo pač, veš, da nam ne bo ratel, ne? Je, vam tudi vedno rad, Ne, se pa mislim, vem. časovno zihar. Pokličemo drugega, Tako. absolutno. Gorazd, kaj je za vas izziv takole, ko pojete? Je izziv obvladati se, ko so punce dol v tribuni, da ne gledate po tribuni, ali se skupina s kakšnimi Mi drugimi delamo izzivi? vse skup to. A, to skupinsko delate, Ja, profesionalno. profesionalno. Vsi ste večinoma že oddani, če takole gledam, ne? To še Ne, ni. samo eden. Kaj je to? Samo Drugi se šparajo. špara. Da nam cena zraste, da pol bo boljše, ne? Tako, eni se šparajo. Eni še šparamo, pravim, ne da se šparamo. Ja, tako, no, sej, sicer pa vaje, pa tako, kakšne repertoarje zbrati, to pa ni tako lahko, ne? Biti všečen publiki, delati za ljudi, pa da poje z tabo pesmi, ki jih seveda poznajo. Kako zbirate to? Prilagajamo se fejs, ne? Zelo odvisno je od tega, kak naročnik je. Zdaj, če gre za Abrahamovca, ponovadi je zmeri taka na začetku, ko smo jo prej s tabo zapeli, vinski venček, ne? Ja, bravo. Tak je ponovadi začetek. Potem pa se taki ljudje, ko eno poznajo, no, kakšne dve daš, pa se sprostijo, pa že lahko malo vodiš, ne? Kako animacijo tudi damo zraven. Aha, kdo je za animacijo? Klemen je ful za animacijo. Klemen? Jaz sodelujem pri animaciji, ja. Več pa glavni z animacije pa Gorazd pa Matjaž. ne. Povej mi, Klemen, no pa Ja. dobro animacije, imate dosto pripravljeno, imate za različne priložnosti, kako je s tem? Ne vem, kakšno animacijo bi ti meni naredil na poroki? Hej, to vprašam. Je odvisno od želja, ne? To zdaj, to, Moš, neč, se kar vam prepustim. Kam bilo presoditi? Zelo ima glavno Opa. Beseda. ja, Kdo pa ima to je glavno zelo zanimivo. besedo? To je čisto odvisno, ne? Ja, ne, to pa moramo probati, ne? Aha, a pa se ti ne zdi, da ponovadi imamo ženske glavno besedo, no? Kaj bi Ja, zdaj to je ti v rekel? bistvu te animacije pol na koncu, ne? Zaključek pove, da je pač ponovadi tak, ja. Mislim, Ja. da srečen. Dejan, dej, no prosim, dej pozdrav me še enkrat, dobro jutro. Dobro jutro. Pa to je nemogoče, mislim, kakšni bas, mene kar tlele v želodcu, lej. Vse tisto, kar sem včeraj jedla, mi gre takole gor. Ampak ne, pozitivno, da ne bo pomote. Zelo, zelo dober bas. Ne vem, zakaj si ti zadolžen pri skupinci? Ja, v zimskem času sem dedek Mraz, drugače pa skrbim za smeh v skupini. Ja, tudi, a imate, Ne zdaj, če se bom začel smijati, pol ne bom. pa bomo vsi basirali tle. Se bomo vsi smejali, tako da ja. Super, številka nič 90 93 61 22, vmes torej našo skupinco, kje pokličite. Le, fantje, ste pa prvič pri meni. Pa kje ste se skrivali, Gorazd? Ne vem, da se še skrivamo. Veš, kaj težko nas je najti, ko smo zelo zasedeni. Poroke, civilni, pa to obredi, ne? Pogrebi.
pa ločitve. Ne. Ne, statistiko Pa imamo daj, ful no. dobro. Zaenkrat so vsi tisti, ko so ločeni, so še kar ločeni. Ja. Mislim, Aha. ko za tiste, ko smo ločitve špilali, ne? Torej, če naredim graf, prevladuje graf pri ločitvah, torej največ tam pojete. Ne, sliši se fajn. Bog ne daj, čim manj tega. Dej, no povej, ti si zdaj, tako kot sem šla gledati na spletno stran, mimo grede, spletna stran je 3x2 saniseni.si. Je, ne? Ja, mislim, si da. prepričan? Glas Nisem ljudstva? čist. Glas ljudstva ne bo, ja. Drugač pa Bomo na preverili. Facebook pojdite, ali pa na Instagram, pa YouTube. Ja, pa tako. bomo preverili. Trije ste bili najprej, dodali ste enega člana za dan mladosti, pa je. Tako. Ja, sicer zgodbe so več Različne, variacij je bilo, ne? saj. Ja, ampak na koncu smo 3 ostali za dan mladosti, seveda, ko se pa združimo mladi, glave skupaj staknemo, je pa gorast, kaj več poveš o tem. Ja, na koncu veselice sem šel še pogledati, če treba kaj pospraviti. Pa me je govoril po smislu Dejan, pa jaz sem rekel, Dejan, kaj ti mogoče, kje poješ, ko imaš tak fajn bas? Pa sramežljiv nič ne reče. Po me pa njegova partnerka reče, ja, veš, on je pa pri Nemirovci pel. A sem rekel, a ja, kaj pa, če bi ti prišel k nam pet? Potem sem se pa, v enem tednu smo se zmenili. No, in to kar takole, no, koliko ste mu pa ponudili za ta prestop? Saj veš. Skrivnost. O tem se še zdaj govori. Aha, se še zdaj govori. Ja. Ček mal, torej Dejan pri Nemir, torej ansambl Nemir, torej bila narodno zabavna glasba, od tod predvidevam tudi Frajtonarca. Ja, tako je. Tam igral Frajtonarco? Ne, tam sem bil tudi sam pevc. Sam pevc si bil? Tako. Mislim, zanimivo, ne? Ja, super. Potem Klemen, ne vem, kje si ti, kaj je bil? Zakaj? Bila je vokalna skupina Počrtko Ostja, re? O, to Drugač poznam. pa nič kaj, pri zborih od osnovne šole. Pa super, da fantje pojete. Meni je to tako všeč, da nismo samo ženske, ne, mislim, ne, ko pravijo ženske na odru, pa to. Mi je pa všeč, da fantje pojete. Gorast pa ti? Ja, midva smo bila tudi v moškem zboru, pa pri Ostjere, potem smo šla skupaj v ansambl Toplar. Toplar je v bistvu bil kakšen ansambl, narodno Narodno-zabavni, zabavni tudi. ja. Tako da prihajate z teh voda in vam je narodno zabavna glasba, torej blizu. blizu, ja. Super. A smo fante za to, da pojemo spet eno uživo? Še imamo eno? Bomo kar takole? Bomo kar takole? Super. Potem pa se veste še kakšen glasbeni spot. Oba, pazi našo lipo. Lipa, pa zelenila je. V zboru kar dlje časa? Smo peli, ja. Ste peli, no super. In zdaj bo katera pesem? Ena narodna zabavna. O, bravo. Da boste vedeli, da po četrtek ni samo vino pa čokolada. Ma, kaj še? Ima še terme, ima še igrišče že novo, na primer. Patre. Kaj več bova povedala tale pesem? Povem vam, da živeti v teh časih je pač hudič. Ker delam, se trudim, a vendar nimam nič. Odločil sem, da tokrat res ne trgam si od ust, da si privoščim dopust. Medriče, kjer si sotla že stoletja in še pot, žene srce me nagreva na sprehod, kjer vino je zdravilo, tudi voda čar ima. Zdravja v termah nam da, v Početrtek grem, naravi in ljudem, na gradu Vitez bom, kjer moj odslej bodo. V Početrtek grem, naravi in ljudem, na luni se smejal, vam kartico poslal. Na polju, kamor sonce zjutraj hodi gret ljudi, prava je redkost, a Toplar še stoji. Telo mu veter boža je klesano prav skrbno, takšnega žal več ne bo. Da nisem tudi jaz mladenič več, to dobro vem. Patri me vabijo, naj v lekarno grem. Ne bodo mi verjeli, ko se vrnim bom domov, saj bom izgledal kot nov. In v Početrtek grem, naravi in ljudem, na gradu
Bravo, super! Ja. Prav gotovo družba, v kateri prepevate, res uživajo, Gorazd. So tudi te raziskave narejene? Ne, raziskave še nismo delali. Je pa so zdaj zadnji čas na Facebooku začele ocene padati, tako da zaenkrat so vse... Vabim, da nas oceni, ne? Ja, 5, so rekli. 5 od 5, 5 je največ. Super. Torej za različne priložnosti Šani Šeni, zdaj si bomo privoščili še en glasbeni spot vaš. To pa je... Ja, to je tudi ena zgodba. Ja, ker prihajajo počas tisti lepi dnevi. Imamo pripravljeno eno v bistvu priredbe. Vsi poznamo Belo snežinko. In mislim, veliko jih ve, da je ta v bistvu Bela snežinka prišla original iz Hrvaške. Vsaj, Moj pogled, nekaj novega, ja. z naslovom Snježi. In to je napisal leta 1939 na Mario Kinel, tako, na otoku Susku je začel sneg padati, to je bilo hecno in on je napisal to v bistvu Snježi, gled kako snježi. In to je nekako prišlo v naše konce, dodali so še 2 kitice. Ne boste mene. Tako da smo pa mi prevedli tiste slovenske 2 kitice, v original smo pa uporabili refren. Mario Kinel, Snježi. Kaj moram napisati? Snježi. Mario Kinel. Kinel, grem kar preveriti. Ja? Snježi. Ma sem prav napisala? Kinel, vse ti je našli, ja. Ajde, da vidim, če fantje. Evo ta s klobukom, stric. Opa, grem kar poslušati, lej. Da bi to bilo to? Čakam. Kako snježi, a srce... Počasno, ne? Pa super, fantje. Se to je Veter že vedel, takrat skupina Veter. No, sej, ampak drugi niso vedeli, veš. Eni sprejema to kot pozitivno, eni pa pač tako, kao so nam to še vzeli, ne? Ampak mi smo pač taki odprti, pa blizu meja smo doma. Ja, pa priznamo, da smo to naredili, lej, to je to. Super. Torej, poglejmo si zdaj le spot z naslovom Snježi. Posnet v Zagrebu. Zagrebu. Zvijezdano nebo ja gleda, u parku već dugo te čeka. Suze mi naviru same, znaš volim te. Naše nam zalazi sunce, tužne i hladne su noći. U snovima netko šapće, gle prvi snijeg. Kako snježi, a srce bježi od stvarnosti te. Svuda, premda nema kuda, ono vrluda i traži još sneg. Svaka pahuljica snijega, ko sneguljica brega, meni izgleda tek. Svaka pahuljica snijega, ko sneguljica brega, meni izgleda tek. Čekam, suze mi naviru sam.
volim te. Snježi, gle kako snježi, a srce bježi od stvarnosti te. Svuda, premda nema kuda, ono vrluda i traži još sne. Svaka pahulica snijega, ko snegulica brega, meni izgleda tek. Svaka pahulica snijega, ko snegulica brega, meni izgleda tek. Svaka pahulica snijega, ko snegulica brega, meni izgleda tek. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Mi rekli so, da se malo čez les, roki dve levi, s tabo ne bo nič, po naravi neroden, tiho zaspan, tam le sedi in čakaj, da mine ti dan. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. A tiho se zidovi rušijo, srce in želja še kamen zbudi. Sem ustvarjal, rezbaril, lesu predal, mnogo lepot podaril, zdaj miren je san, zdaj miren je san. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Res lepo je, ko žlica pade v med, vse gre po maslu, je dobro živeti. Hvala Bogu sem tebi takrat jo dal, majhno žličko le zate, dar tistega dne, dar tistega dne. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te. Siga je kriva, žlička za mojo drago, majhna žlička za te.
Pa se ne morem verjeti. Žličko, kje ste našli žličko? Dan si bom zihar to žličko pela cel dan. Fani Štiklic, fani komad. Z nami torej skupina Šani Šeni Gorazd. Ne pričam, jaz sem fanti, vi pa kar ostanite, ker bo naslednja pesem, a ne, grem domov, žlička. Mislim, kje ste našli žličko? Naslov misliš? Pa ja, pa koliko lahko človek začne peti v žlički? Ja, tudi na televiziji. Bili smo na prvi oddaji v novem tem letu, na RTV Maribor, Slovenije. In tam je bil prej en gost, ki se ukvarja, Matic, ja. No. In se ukvarja in je on rekel, ja, jaz sem pa svojo drago dobil na žličko, se pravi, on je naredil žličko in ji podaril in se zaljubila in se mi zdi tako fajn, žlička za mojo drago. Pa sem naredili, Klemen je imel melodijo, besedilo napisal in to je to. Super, no zdaj, ker sva ravno pri teksih, kdo dela besedila? V glavnem pri vas. Midva s Klemenom. S Klemenom, to v bistvu, to mora ti tako prideti, ne, pa se ti malo svitati. In kdaj se tle tebi začne svitati tekst? Je to jutro, ki greš na sprehodih, ja. Aha, na sprehodih. Za tvojo drago. Ja, recimo. Takrat so, najbolj čustveni teksti, ker vrejo iz tebe. Ja. Kratko. Ja. Naj si vsak misli po svoje. Redko beseden si postal Gorazd. Ja, ne vem zakaj. Oni se pa smijo. To je tisto prej. Ja, mogoče. Super, naslednja pesem, zdaj si pa ti preberna, takole. Najprej sem začarala si me. Ja, srce zapoje. Srce naj nama zapoje. Podaril ti bom žličko za mojo drago, zdaj pa greva domov. In zdaj, počasi boste odšli domov, grem domov, tudi avtorska, vse so avtorske. Ja, za njo smo naredili videospot. Super, pa mislim, da kar šibate tele videospote. Ja, če bi bilo malo več denarja, bi jih najbolj šibali. Zdaj pa tako, se potrudimo, kaj je lahko. V bistvu za ta videospot je pa v bistvu nastal iz internatskih dneh, no, tako je bilo iz stripa. Grem domov. Krašna, Primož Krašna je bil naredil strip, dela še stripe. Poglejte, kako fajn stojijo, ne? Takole, zdaj smo le, veš, tako roke gor. Delajo stripe, sproščeni so. Naredil stripe in jaz sem pa naredil v bistvu isto besedilo in smo naredili vse skupaj. On je pa animiral, iz tisti stripa naredil celo videospot. No, fajn. Evo, Gorazd, pojdi na svoj. Greš, ne še domov, no, da ne bo pomote. Bo pa ne, naslednja pesem, torej, grem domov, kaj kmalu torej odpremo, oziroma vse so že odprte, ne, odprta linija nič 90, 93, 61, 22, opa, malo se stegnem, da vam pokažem, torej tale dva darina bona vrednosti 25 €, ki jih izkoristite v Brglezovih poslovalnicah za Gorje, Vransko, Petrovče, Šempeter in pa Vransko, to sem že rekla, ne, tako da v Vranskem, zraven pa dodajamo še torej dve goščenki. Ne gremo še domov, kaj ti, zdaj bo to samo pesem, ne, govorila o tej temi, še dobre pol urce, bomo skupaj v 4., 5., 6., se že ne vem več, z nami torej Šani Šeni. Zadnjega avgusta oče pripeljal glavno mesto polno hrupa tujih ljudi. Pred internatom stal sem sam in kufer cot, nihajna vrata, dolgi hodnik, v rokah ključ. Kot kup neseče sem na pogradu sedel, visoki strop in luč nad mano vonj čistil, utrujeni parket in stena mnogih zgodb. Sprevit me je dušil, da tukaj bom živel. Grem domov, zapiram okna, vrata stara, za seboj. Grem domov, vsak na svoji cesti širni, sreči hiti. Vsak na svoji ladji plul kot kapitan, doma rad se vračal sem v svoj pristan. Na plesu prvi se poljubo naučil in s punco cigareto skupaj sem skadil. Grem domov,
zapiram okna, vrata stara, za seboj grem domov, grem domov. Vsak na svoji cesti širni, sreči hiti, grem domov, grem domov. Zapiram okna, vrata stara, za seboj grem domov, grem domov. Vsak na svoji cesti širni, sreči hiti. Porivka skozi okno, frendom dol sedi, smo imeli brihne glave kot naš cel planet. Na vrata parkrat je pijačo gor pognes, in tiho moral nam se svet je zavrtet. Veliko še spominov išče svoj zapis, mogoče kdaj še kdo doda nam svoj podpis. 1, 2, 3. Grem domov, grem domov. Zapiram okna, vrata stara, za seboj grem domov, grem domov. Vsak na svoji cesti širni, sreči hiti, grem domov, grem domov. Zapiram okna, vrata stara, za seboj grem domov, grem domov. Vsak na svoji cesti širni, sreči hiti. Vsak na svoji cesti širni, sreči hiti. Jo, a ne so dodali na konc. Fantje, pridite še v mojo družbo, čez par minut vas spustim domov. Še kakšno besedo, dve, res take sproščene, odlične, lahkotne pesmi, ne, imate, Gorazd. A zdaj pa title, zdaj ste se malo zamenjali. Ja, Matjaž je sram ratel za mes. Ampak kaj, vi dva ste si pa tako, se mi zdi tudi vizualno, ste si bratranca, ko ste si? Ne, samo moja sestra ima. A, tako je to? Ja. Tako, torej je tudi oddan. Ja, tako. Fantje, kje boste prihodnji, oziroma kakšni so načrti, no, za naprej? Mal pa neke cilje pa verjetno do konca leta imate. Se veš, poznamo kratkoročne, srednjeročne pa dolgoročne cilje. Kje ste to? Dolgoročne ne bomo vzeli, ne. Zdaj, takoj, ko končamo, gremo v bistvu na vaje z skupino The Takeover, ker pripravljamo v bistvu še en komad moramo posneti, 2 obnoviti, tako da bomo imeli 10 komplet nared, tako da bomo imeli v bistvu kot neko zaključeno celoto. Zaključeno celoto, bravo, bravo. Ja, ali je pol to CD, ali je to digitalni, kako se reče? Digitalni... Sej ne veste, kaj je pol to, ne? Sej ne vemo, ne? Nastopi se vrstijo, tega je polno. Ja, največ je, se pravi, nekih presenečenj, Abrahamov, poroke, civilni, cerkveni del. A igrate pa tako, da cel večer igrate? Ne, cel večer pa ne moramo, ker sam kitara, kajon pa... Aha, v bistvu ste v bistvu grupiran samo za to. Ja. Ne kot cel večer, da imate žurko in to. Drugače repertoarja imamo, samo vprašanje, ne, težko. Ja, no, ampak zame pa to kar nekaj časa, ne, tako, sem, tja, levo, desno. Kako je bilo, ker ste se na začetku spravljali? Ste imeli veliko vaj, normalno, da je mogli se narediti, ne, nek repertoar, to pa to. Je bilo? Matjaž pa je on drugač na vizitki gor napisan. Nič 90, 4x4. Ne, gled, veš kaj, prej si glih zgodovino našo šla čez, ne? On je iz narodno zapavno, on je iz vokalnih skupin, zborov, tako da neko osnovo smo že imeli. Ste že imeli, ni bilo zdaj to treba. In tako smo se lahko malo pogledali, smo že vedeli približno koliko je ura. Ne, mi da prej že tudi pri bendu, tako da nek repertoar smo že imeli, pač dodali smo, prilagajamo se, dosti nas pokličejo, damo tudi možnost želj. Ja, če prav cajt, no. Če prav čas. Mogoče 1 ura lufta vsaj, no. Ja, aha. A tako kratkoročno? Je le, se veš, ne. Super, danes moraš biti prilagodljiv, ne? Tako, pravijo. Ja. Če ne damo, pa veš, imamo tako mali zvočnik, pa damo kar playback. To je to. Ne, evo ga. To je to Reši se. varianta. Super. Fantje, kaj naj rečem? Veš, kaj bi samo mogoče povabil na koncert? Ja, to pa ja. Mi imamo, v bistvu zdaj gremo vaditi, tako je Gorazd rekel, za koncert. Imamo ga 29.11. To pomeni novembra, v petek v Pristavi pri Mestinju.
športni dvorani. Najbrž zvečer, ure še točno ne vemo. Točno ne vemo, ampak v glavnem tak mrak Katerega bo meseca padel. bo to? November. 25. november. Takrat, ko je bilo največ kolin, tako da so rekli, koline na hitrico naredimo, pa prijav na koncert. Aha, Šani Šeni. ko imate to. Super, evo. Ob tej priložnosti res, da pogooglate, pogledate, kje bo, kdaj bo. Datum ste rekli? 29. 29. Ura pa še ne vemo. Uro še točno ne vemo, bo pa na Facebooku zihar javljeno. Zakaj pa kolebate zdaj pri uri? V uri? Kaj? Veš kaj, eni pač imamo glasove jutranje bolj, eni nočne. Ne, Pač, najbrž, kaj se, 7, 6, 8. tako je, bomo videli. Tako da lahko tudi otroci pridejo, ne? A ste zanimivi za otroke? Mi, ja, ne vidim, gledaj. Ja. In dodamo torej ja. Takole, draga družba, jaz upam, da ste se imeli fanti fajn tle. Je bilo v redu? Klemen? Odlično. No, sej, Bilo je zelo dobro. je bilo v redu. Kako ste si pa predstavljali? Ja, to brez, hvala lepa za vabilo. Kako ste si pa predstavljali, da bo to sam govoril po mojem ona, ne? Tako kot ponavadi, ja. Ponavadi je ono več govoril, tako da to je zdaj kar, v bistvu prijetno presenečenje. Ne? In še več In taži. šok, ja, to sem pozval povedati. A si padel iz cone udobja? Jaz sem večkrat v tej cone. Iztiriš iz cone udobja. Ampak dober, pa ni težko, a ne, se tako, če človek ima žilico za govorništvo, za govor, se verjetno tudi ti povezuješ na odru, ali ne? Zelo malo, ne. Jaz sem poj privat, ko mi zaključimo, o tom sem jaz povezoval sponovati, tako da. Tako da, super. Poklicno. Ja. Ok, fantje, hvala lepa za družbo, za prijetno druženje. No, to mi boste vzeli, ko je glasbeni spot povedali. Tako da, ja, pa še kdaj na snidanje, ne? Ja. Pridite še kdaj. Kaj novega, absolutno z veseljem. Takole, malce glasbenega predaha, en glasbeni spot, ne vem, kaj so pripravili, pa se vidimo torej po oglasih, številka je 090 93 61 22. Res na hitro se veste, lističi so že pripravljeni 2x25 darilni bon, torej Brglez poslovalnice. Le kdo ve, zakaj me vleče tja v gore? Le kdo ve, kam misli mi hiti? Kdo pove, kje je doma srce? To najbolj čutim sam, ko grem na pot drugam. Pod večer podam se v mislih tja v gore, kjer je mir, kjer rože zadehte. Bistrici se umivajo skale, pod vznožjem Blintovca so misli mi doma. Čez Ojstrico in prek planjave, oblaki v vetru, beži v skali. Gorak pesem domača poje, spet zaigralo mi bo srce. Gorak pesem domača poje, spet zaigralo
dal bi jasne mir, ki v srce se vrača venomer. In želje so točne pod večer, ko sanje pohiti tja v Kamniške gore. Lepa zasanjena pesem, le kdo ve, kam vleče me srce. Avsenikova Zimzelena. Super, super. Številka je torej 090 93 61 22. Zdaj torej kličemo oziroma vse tiste, ki bi radi torej dobili darilni bon v vrednosti 25 €, zraven pa dodajamo torej zgoščenko, po nagrado pridete na televizijo Celje, zraven dodajamo sredenšek, sekstet, CD, torej zgoščenko in pa skupina oziroma ansambel Banovšek. Bon v vrednosti 25 € izkoristite v vseh Brglezovih poslovalnicah in sicer v Zagorju, na Vranskem, Petrovče, Šempeter in pa tudi še lokal, ki ga imajo na Vranskem. 25 € lahko izkoristite seveda za kar nekaj stvari in sicer za kruh, pecivo, ostale dobrote, ki jih torej pečejo, pripravljajo pri Brglezovih. Torej bon v vrednosti 25 € dvakrat danes podarjamo. Lističe imamo pripravljene, ob koncu oddaje torej hitro izvlečemo dva, ki bosta danes torej imela srečo, zato kar hitro, ne, je že napisano, zapisano 090 93 61 22. Če imamo koga na telefonski zvezi, bomo seveda ga kar kmalu sprejeli. Hitro, se veste, gremo, a ne? Povejte, kdo kliče, odkot nas kličete telefonsko številko in gremo torej po hitrem postopku v našo škatlico za torej ti dve lepi nagradi. Številka takole je 090 93 61 22. Nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Panika po telefonu. Panika odkot? Velenje? Hitro številko. 070. Ja. 337. 337. 385. Tako, Panika, hvala lepa, srečno, lepo se imejte. Naprej pa adijo. Adijo, takole po hitrem gremo naprej, a ne? Dober dan, kdo je z nami? Vlado iz Brasloč. Hitro pišem Vlado, Braslovče, hitro številko. 035 09? 035 709. Ja. 239. Super, hvala Vlado, lepo nedeljo, srečno. Evo, pa vidite, kako smo hitri in učinkoviti, bi temu rekli, a ne? 090 93 61 22, nekoga imamo na zvezi, dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Maša, Šmarje. Maša, hitro pišem, Šmarje, številka? 041 464 527. Super, Maša, hvala lepa za klic, srečno. In gremo naprej, nekoga imamo na zvezi. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Ana iz Velenja. Ana, hitro pišem, Velenje, številka? 041 806 656. Sem zapisala 656, Ana, lepo nedeljo. Hvala lepa, lepo nedeljo, nasvidenje. Nasvidenje in gremo naprej, 090 93 imamo na zvezi. Halo, halo. Kdo je z nami? Dober dan. Kdo je z nami? Lepo zdrav. Cilka iz Velenja. Cilka, pišem, Velenje, hitro številko. 040 Ja. 211 893. Sem zapisala, Cilka, tudi vam lepo sončno nedeljo želim. Enako. Srečno. Hvala. In gremo naprej, 090, nekoga imamo zopet na zvezi. Dober dan. Dober dan. Kdo je z nami? Jože iz Luč. Jože Luče, hitro številko. 031 521 742. 742. Super, Jože, lepo nedeljo. Hvala, tudi vam, Srečno, adijo. adijo. 090 93 61 22. Imamo koga na zvezi? Halo, halo. Dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Kdo je z nami? Dober dan. Ana. Ana, odkot? Ana iz Celja. Hitro številko, Ana. 54 54 Ja. 52 Ja.
651. Sem zapisala, Ana, tudi vam lepo nedeljo v Knežjem mestu želim. Veliko uspeha naprej. Ja, hvala lepa, Ana, lepo se imejte, srečna. Nasvidenje. Nasvidenje, nekoga imamo zopet na zvezi, dober dan. Dobar dan, Andreja Laško. Andreja, čakajte, Laško, številka. 07087. Mal, 070. 8. Ja. 78. Ja. 092. Super, Andreja, lepo nedeljo. Adijo. Hvala, čau, adijo. In gremo naprej, kdo je z nami? Kam gremo zdaj? Dober dan. Dobar dan. Kdo je z nami? Dragica iz Luč. Pišem, Dragica, Luče, številko. 041 82 67. 041 820, ja. 467. Sem zapisala, Dragica, lepo zdrav, Luče, čao. Gremo naprej, 90 93 61 22, imamo koga na zvezi? Dobar dan. Dobar dan, kdo je z nami? Dobar dan. Ja, kdo je z nami? Anica iz Celja. Anica, Celje, pišem, številka. Zdaj si je pa pozabila. V redu, pokličem pozneje. Super, Anica, tlele prešparam. Gremo naprej, 90 93 61 22. Številka torej naša za dva, torej darilna bona, bon v vrednosti 25 evrov danes podarjamo Brglezove bone in sicer lahko izkoristite v Zagorju, Vransko, Petrovče, Šempeter, odlično. Kdo je z nami? Dobar dan, Rezika iz Celja. Rezika iz Celja. Rezika, hitro številko. 54 19 748. Čakajte malo, 54 19 748. Sem zapisala. Čau, Rezika, nasvidenje. Ja, Rezika, še imamo koga na zvezi. Zdaj le bomo naredili malce glasbenega predaha, kajti eno pomembno zadevo moram pa zdaj le povedati. Naslednji glasbeni spot bo... Program sem si raztrgala na faktorje. Naslednji glasbeni spot, katerikoli fantje, ena živahna, morda ansambl Pogum, kaj je že Pogumna ali kaj je že tista, tisto mi pripravite za gospod drago Reziko iz Šentjurja. Rezika, moja draga, imela si rojsten dan, predvčerajšnjim, ja, in ti mi vsi iz srca želimo res vse najboljše, draga naša soseda. Čestitki, seveda se pridružujemo vsi, ki te poznajo, Zgornje Tržani iz Šentjurja in pa seveda Brigita, tvoja hči z družino, da boš zdrava, predvsem nasmejana, pa še večkrat se oglas na kakšno kavico, a ne k nam gor. No, saj z mojo mamo sta pa tako vsak dan skupaj. Tako da ja, po seveda glasbenem spotu in pa po kratkih oglasih pa zopet nekaj telefonskih klicev, draga Rezika, tale pesem je pa samo zate. Igral sem davno že na ovce ti nekje, mlad mestni fan se hvalil je, da vse o glasbi ve. Zamahnil je z roko in rekel mi glasno, harmonika je ustvarjena za pevca kmečkega, usoda vidno da, ti bogati zbor, kako lepo, da Bog ima smisel za humor. Ko danes srečam ga, gospoda mestnega, presrečen je, ker si njegov harmoniko igra. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že piti zna, se zdi kot pitje rajske ptice, ko nižno zaigra harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že piti zna, se zdi kot pitje rajske ptice, ko nižno zaigra harmonika. Nekoč osamljena i src izrinjena, zdaj znova cenjena gospa je pisem narodna. Nekoč
vseh zabav je danes spet harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že peti zna. Se zdi kot petje rajske ptice, ko nežno zaigra harmonika. Ni veselice brez golice, v dolini tih, ki vsak že peti zna. Se zdi kot petje rajske ptice, ko nežno zaigra harmonika. Borza nepremičnin, nepremičninska agencija z dolgoletno tradicijo. Poslovne prostore z lastnimi parkirišči imajo na dostopni lokaciji nasproti glavnega vhoda v celjski sejem. Posredujejo pri prodaji vaše nepremičnine, svetujejo in odkupijo vašo nepremičnino, sestavijo pogodbo za vse vpise v zemljiško knjigo, davčno in pravno svetujejo ter še mnogo več. Naj bo promet z nepremičninami varen, zato zaupajte Borzi nepremičnin. Avtoceleja je podjetje, ki se uspešno ukvarja s prodajo in servisiranjem vozil znamke Peugeot. Njihova dejavnost je tudi prodaja, servisiranje, prodaja nadomestnih delov in dodatne opreme vozil Peugeot, odkup in prodaja rabljenih vozil, kleparska in ličarska popravila vozil, cenitev rabljenih vozil, sklepanje avtomobilskih zavarovanj, ob nakupu novega ali rabljenega vozila ter skuterjev Peugeot pa uredijo tudi ugodno financiranje. Družinsko podjetje Avtoceleja, ki ga uspešno vodi že tretja generacija družinskih članov, sledi njihovemu motu: zadovoljen kupec je naš uspeh. Takole, zopet bomo pokukali torej v čudoviti svet slaščic. Brglezove slaščice so top, Dragica jih pripravlja res z vsem srcem in pa vsakokrat nekaj novega. Draga Dragica, bodi še tako ustvarjalna naprej, odlične kekse pripravljaš, odlične torte po seveda okusu in izboru vseh nas, ki smo eni bolj zahtevni, eni malo manj zahtevni kupci, sicer pa res odlično pekovsko pecivo, odlične tortice, kruh, kekse, slaščice, vse to dobite torej v Brglezovih poslovalnicah in sicer na Vranskem, Zagorje, Petrovče. Zdajle pa seveda gremo v Foto Anka. Foto Anka, ki, mislim, pri meni se glavno nahaja v Slovenj Gradcu, sicer bomo poslovalnice še povedali. Gre za tudi pri njih tako, da snemajo torej različne poroke, odlične fotografije, torej vse za poroko, vse za krst, vse za rojstne dneve, vse fotografije lahko dobite, torej, če pokličete odlične, vrhunske seveda v hiši oziroma v Foto Anka na različnih poslovalnicah. Sicer pa pejte si pogledati njihovo spletno stran www.fotoanka.si, kjer najdete vse seveda informacije. Foto Anka seveda že z staro tradicijo. Marcel, začetnik torej družinskega podjetja, je bil gospod Mihael Holcman, nasledila ga je seveda njegova hčerka Anka Holcman, danes pa seveda to dejavnost opravljata sinova David in pa Marcel. Poslovalnice, kje jih seveda lahko najdete, moramo malce pokukati, seveda ena je enota Selnica ob Dravi, in sicer druga Radlje ob Dravi, potem v Dravogradu najdete Foto Anka, v Slovenj Gradcu. Sicer pa, kot sem že rekla, vse podatke, vse fotografije, celotno galerijo, kaj Foto Anka počne, torej na njihovi spletni strani. No, zdajle tudi tole fotografijo, ki jo bomo zdajle pokazali, torej naredila Foto Anka. S Klaudijo sva torej, moram spet malo povedati, in takole vsako nedeljo bova vas pozvali, drage gledalke in gledalci, da se nama pridružite na tej najni poti, skupni poti. Združili so se Klaudija iz skupine Katica in pa moja malenkost. Zdajle bomo dali torej fotografijico, za kakšne priložnosti seveda. Kar nekaj časa sva se pogovarjali, ali bi torej ali ne bi, in res po dolgem času zdaj
Ja, zakaj pa ne, bova, imava tudi mi dve program, tako kot Čani Šeni, ja. Program za poroke, za seveda zabavo, kakšno urco, absolutno popestriva torej vašo zabavo. Ni lepšega kot zapeti res čudovite pesmi, kot so I will always love you in seveda vse je lepše, ker te ljubim, ali pa kakšno, vse veste, Rock Me Baby in tiste tadivje ta hude, a ne, za kakšno res ta pravo zabavo. Številki ste seveda izpisani, Klavdija je odlična tudi v animaciji, torej za otroke sicer pa tako Klavdija kot jaz povezujeva različne, torej različne prireditve in tudi organizacija različnih prireditev je možna torej z najino pomočjo. Prisrčno bova seveda veseli in hvaležni za vsak vaš glas, za vsak vaš klic. Sicer naj povem, ne, da se moram ob tej priliki tudi zahvaliti še za ene male pozornosti in sicer naravnim Milom Žajfica iz Slovenj Gradca, gospe Nataliji in pa drevesnici Marika. Zakaj? Izveste, če se veste, boste poklicali torej na najni telefonski številki, ker za vsakega slavljenca res prinesemo eno majhno malenkost. No, v sklopu tega, kar pa seveda bova ponujali, torej presenečenja, čudovito zabavo, presenečenje za Abrahamovce, za morda tudi slavljenca, slavljenko na poroki, torej za mladoporočenca, ne samo v cerkvi ali kako drugače. Ja, presenečenje, tudi seveda v sklopu tega en glasbeni video spot z vaše strani, vsi tisti, ki boste podarili, a ne, najino presenečenje, torej presenečenje mene pa Klavdijo, boste v sklopu tega tudi prejeli glasbeni spot, ki ga bomo zavrteli in pa seveda lepo veščilo, ki ga bomo zavrteli torej na TV Celje. Kakšna samohvala, joj, tega je pa tu mača, ne boste rekli. Mal pa že, to je to, ne bom več dolgovezla, torej Klavdija in Polonca torej z vami, se že veseliva, se vidimo kaj kmalu. Ja, to je trenutno z najine strani vse, se vidimo torej v naslednjih oglasih. Zdajle pa seveda še torej pokukamo v Kreator Katrca, za odlične frizurce poskrbijo, torej v Petici Katrca, Katica, Kreator, frizerski studio in pa maskerstvo, torej gospa Janja, Lesjak Štumfelj za svojo ekipo. Če želite, drage dame, dragi gospodje, biti res top uštimani, pojdite torej v Kreator, v Katico, Slovenj Gradec, ne samo drage dame, ne samo gospodje, ampak tudi otroško striženje, torej pri njih. Avtopravnica, prav tako vas povabimo v Port Wash & Go, 24-urna avtopravnica non-stop, hitro, učinkovito pranje v samopostrežni avtopravnici. Ena se nahaja torej v Velenju pri železniški postaji, druga pa na Ljubečni pri poligonu varne vožnje. Port Wash & Go vas torej priljubljeno vabi. Takole, draga družba, sprejeli bomo zdajle še dva telefonska klica, samo dva za darilni bon in seveda kaj hitro potem premešamo tole našo škatlico in izžrebamo torej dva, ki boste dobili darilni bon v vrednosti 25 evrov. Hitro, samo dva klica še sprejmemo, 090 93 61 22, zraven pa dodamo torej še dve zgoščenki. In ta dva sta, kdo je z nami? Halo, halo. Halo, dober dan. Kdo je z nami, dober dan? Anica iz Celja. Evo, Anica, listek vzamem nazaj. Hitro številko. Ja, 03 5 418 210. Super, sem zapisala, Anica, no domca držim pesti. V redu, Anica, lepo se imejte. Srečno. In še zadnji telefonski klic, preden sprejmemo zadnji klic, ko mi bodo fantje dali znak in pa seveda Laura, ja, imam ga. Le kdo je zadnji, dober dan? Halo, halo? Halo? Kdo je z nami, dober dan? Manca iz Trnovega. Manca? Magda? Majda. Se opravičujem. Majda iz? Majda, ja. Iz kod? Pernovo. Ok, piše, malce slabše slišim. 041 312 Ja. 312 012. Super, 312 012. Majda, lepo sončno nedeljo želim tudi vam.
Pa držim pesti, da ste morda ena izmed izžrebank, prav? Tako, to je to, Majda se je poslovila. Preden seveda zaključimo tole oddajo, izžrebamo torej 2, ki sta danes prejela darilni bon. Hvala pa seveda tudi drag Izi, ne? Izi, to je mož od Klavdije, za delo in trud, ki si ga vložil tudi v obdelavo teh najnih fotografij. Posneli smo jih 500, izbrali eno, tole zdajle za začetek, potem vam bova pa delček za delčkom odkrivali, kako naprej. Ja, zdajle pa torej izžrebamo 2. Prvi je takole, Andreja iz Laškega, iskrene čestitke. Druga nagrada pa gre in sicer Maša Šmarje. Super, iskrene čestitke, 2 darilna bona podeljena, vas pokličem danes jutri in pridete po nagrado na televizijo Celje. A sem veliko govorila danes, ne? Se mi kar zdi, čas za kosilo, čas za eno dobro kavico in čas za počitek. Nedelja je, juhu, spočite se, lepo se imejte do jutri, ko gremo zopet v službo seveda, in do prihodne nedelje, ko bodo zopet z nami zanimivi glasbeni gostje. Srečno in nasvidenje, do prihodnjič. Odkar zavedam se sveta, živim le s pesmijo. Že v zibki pela mamica mi je uspavanko. Ko bil sem mali še otrok, sem že prepeval rad. Ko tekal sem še bosih nog, sem čutil njen zaklad. Ko fant odrasel sem postal, na vas sem rad odšel. Pod lipo s fanti sem ostal, vso noč sem z njimi pel. Ker pesem je bila doma, tam bil sem tudi jaz. Obrajžal z njo sem pol sveta, povsod jim krajša čas. Brez muzike zame življenja ni, le s pesmijo mi duša oživi. Počutim se kot mlad in srečen fant, presrečen fant, preširen muzikant. Sem srečen z vami jaz. Ko se ob polki stisnete, ustavi se nam čas. Brez muzike zame življenja ni, le s pesmijo mi duša oživi. Počutim se kot mlad in srečen fant, presrečen fant, preširen muzikant. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Počutim se kot mlad in srečen fant, presrečen fant, preširen muzikant. Brez muzike zame življenja ni. Ohoj, živijo na svet.